Lepo pozdravljeni v novi epizodi iz podcasta Zevo. Danes je z mano glasbenica Lea Sirk in Lea, takoj na začetku ti moram reči, da ko gledam tvojo glasbeno pot, imam občutek, da ena stvar je zelo izrazita in to je ta, da se nikoli nisi bala sprememb. Dobrodošla pri nas. Imam prav, ne? Ja, to pa ja. Večkrat sem riskirala kakšne zadeve, ko so se ljudje prijemali za glavo, ampak sem si rekla, če ne zdaj, kdaj bo? Po novem kar dolgolaska. Dolgo časa se nisva videli. Najprej, kar sem opazila, so dolgi lasje. Ja. Je to bom rekla, tudi sprememba, ki bo trajala? Ne vem, v bistvu ne vem. To se je zelo spontano zgodilo, ker mislim, da po res skoraj 7-8 letih menjav, frizur, bar, vsega so bili lasje utrujeni, ampak tako se mi zdi, da sem bila tudi jaz utrujena od teh obiskov v salonu pa vsega. In sem si rekla, bom kar zdaj tako. In očitno mi je res hitro rastel, ker to se v 2 letih zgodilo, da so zdaj tako do konca hrbta. Torej tvoji? Moji, čisto moji, ja. Wow. Čisto moji. Barva tudi tvoja? Tudi moja. Wow. Nisem še siva, zdaj ali sem brez skrbi, ali... Kakšen je recept, da človek še ni siv? To je neka genetika, nimam jaz receptov. Drugi se pa barvamo, sam povem. Nič narobe. Lea, zdaj tvoja glasbena pot je kar dolga, lahko že rečem tako, a ne? Čeprav se vem, da v številkah ne bova, pa vendarle, časi so se spreminjala si se ti tudi zaradi različnih življenjskih obdobij in tako. In če bi zdaj mogla reči, kdo je danes Lea Sirk, kaj bi rekla? Mislim, jaz sem bolj pristaš tega, da se celo življenje iščemo, ne glede na starost. Glede na to, da sem si dovolila neke osebnostne vzpone, padce, tako bi rekla, da ne morem reči, da sem se našla, ker ne vem, kaj bo čez 5 let, ampak definitivno je danes Lea bolj zrela, bolj pomirjena sama sabo, ne borim se za mogoče neke potrditvene prestane, ki se jih mogoče v mladosti nezavedno nekako trudimo ohranjati. Lea je danes mirna, brez posebnih pričakovanj, dela to, kar čuti, da je prav, malo bolj mogoče svobodna in samostojna, vseeno je družina bolj utečena na ta način in mislim, da sem šele zdaj na ta pravem konju za ga uživati, no, tako, delati in uživati zraven. Tako se sliši, kot da si zdaj v najlepših letih. Ja, mene je strah, zakaj rečo, da je po 40-ih, da so najlepša. Če že zdaj. Če že zdaj recimo na polovici do 40, ful dobro, ne? No, ampak definitivno te spremembe, o katerih sem prej govorila, sem se mečkano nanašala tudi na nove projekte. Napis zadaj za tabo, pred vrati so novi projekti. Pa ne vem, če bi lahko samo rekla, da gre za nov projekt. Upala bi si mečkano trditi, da gre kar za en tak kameleon efekt, zato ker prihaja na nek način oziroma zdaj lahko vidimo novo Leo. Ja, to je ta nova, ampak v bistvu stara Lea, zato ker glasba, ki jo delam, je že odvedno obrnjena na ta način. Sam pač, jaz bi rekla, tako produkcijsko sem zdaj v totalno nekem drugem svetu. Končno se lahko mogoče bolj kažem v smeri glasbenice, ne toliko mogoče nastopaštva. Ta kameleonska zadeva mi je pa itak všeč, če se rada v bistvu prelevim v različne stvari, v različne vloge. To mi je tudi v glasbi všeč, tudi na odru mi je to všeč, zato vedno iščem nove možnosti za prinesti na oder nekaj, kar mogoče tukaj še ni bilo večkrat izpostavljeno. In zato sem navdušena nad tem obdobjem in lahko ne rečem, da je to nov projekt, ampak neka nova era, ki se zdaj dogaja, da jo bom izkoristila maksimalno z vsemi svojimi aduti nasi, ki jih še imam za pokazati, ki jih mogoče ljudje pri nas še ne poznajo in res se veselim. Pesem, ki je išla, Ti me pelješ v norost 2 dni nazaj, je pesem, ki je po eni strani, ne moram reči, da je drugačna, zato ker ta disco, funk, te groove imamo v sebi, ta stil nam je poznan, ampak res pa je, da ne v toliko tvoji vlogi. Ja, nosi to. Že samo besedilo me je peljalo v neko drugo smer, ki sem jo začela raziskovati. Vsi se nekako bojimo te slovenščine, kako bo slovenščina v hitrejšem ritmu. To sem že prej davno, že shvala ne postavljala slovenščino v nek trep.
stil, ki v bistvu je šele kasneje na Balkanu zaživel in tako. In se mi zdi, da sem mogoče tudi zdaj spet dotaknila nečesa, kar je lahko mogoče novo in tudi v inspiracijo še komu, ki si mogoče ni upal do zdaj. Ampak ta pesem govori ravno o tem, zakaj bi mi bilo dolgče, zakaj bi se vrtela v isti smeri, če lahko vedno znova pridem do tega, da grem v norost, v neko mladost, vase znotraj, da preizkusim stvari, če ratejo, če ne ratejo, gremo pač na naslednje. In že ta naslov komada je ostal točno tako, kot je bil na začetku. Z neko intuicijo sem ta komad tako poimenovala, kljub temu, da še ni imel takega refrena, kot ima. In nič, pustila sem tako, da ostane pristno, naravno in mogoče bojo ljudje vzeli za svoje. Je to zadaj zdaj čisto nova ekipa ali samo osvežena ekipa? Večina članov je novih, drugače v smislu live nastopov po tega smo že nekaj časa utečeni, pa tudi vesela sem, da imam ponovno plesalce ob sebi. Da še plešem in da migam malo, da je to združeno vse v eno veliko umetnost in verjamem, da tudi novi ljudje, ki so zraven, dodajo toliko ene svežine, da me v bistvu navdušujejo nad tem, kar počnem. Ker včasih se zataknemo tudi z ljudmi in pol ne vemo več, kako naprej. A bi lahko rekla, Lea, da si mogoče pred to novo ero, pred tem novim projektom, ker seveda to se je snovalo v ozadju dlje časa, ne? Ja. Pred tem bi lahko rekla, da ti je bilo mogoče malo glasbeno dolg čas. V smislu, da si bila na neki točki, kjer kot izvajalka, kot glasbenica nisi imela toliko možnosti se izraziti. Ja, sigurno. So me vedno zanimali mogoče malo drugačni odri, z veliko več plesa vsega in potem se seveda vse obračalo okrog financ. Glede na to, da imam na obali to pevsko šolo, mi je bila to tudi neka zelo stabilna in super služba, mi je še zdaj. Rada delam z mladimi in tega nikakor ne bi nikoli dala stran od sebe in konec koncu sem mogla se malo odmakniti od tega presinga, ki ga lahko izvaja nek glasbeni trg, kaj moraš biti, kaj moraš dostaviti, kako moraš izgledati. Mene to najbolj utruje v bistvu. In všeč mi je bilo, da sem na drugem področju med tem časom veliko več delala, da sem se lahko z glasbo v bistvu delala sproščeno za hobi, čeprav sem vedela, da nabiram zadeve, ki jih bom en dan pol spet ven butelna. Tako da se mi zdi, da so zelo zdrave te pauze, zato se tudi svetovne zvezde vedno odločajo za album, koncerti, daljša pauza, album, koncerti. Nekako umetnik diha s tem, pa tudi se morajo nabrati nove izkušnje, novi pogledi na življenje, da lahko spet pišeš. Vsaj jaz tako razmišljam. Omenila si to primerjanje, pa mogoče celo mal pritisk, kaj naj bi izvajalec dostavil, zato da bo verjetno v prvi vrsti všeč ljudem, zato da bojo to pesmi, ki se bodo vrtele na radijskih postajah, ker ste seveda tudi od tega odvisni, da bo ljudem všeč do te mere, da boste napolnili dvorane in tako naprej. In večkrat tukaj v tem studiu določeni glasbeniki že rekli, da je pravo olajšanje takrat, ko začneš delati glasbo takšno, ki je všeč tebi in se ne toliko zelo obremenjuješ s tem, kako jo bojo ljudje sprejeli. Čeprav seveda to je ta rizik, vsi delate za... To je ta rizik, ampak sigurno jaz osebno lahko rečem, da grem raje v rizik, da naredim, kar mi je všeč, pa se potem nič ne zgodi. Ker so me take izkušnje na glasbeni poti pripeljale do tega, ker sem, ko sem upoštevala mnenja drugih in delala po navodilih, kako oni mene vidijo in kaj se zdaj predvaja, sem v bistvu bila vedno zelo nezadovoljna s sabo in ostala v bistvu z minusom. Vložiš, delaš po navodilih drugih, ker misliš, da pa oni mogoče imajo recept in na koncu ostaneš prazen, not in na zunaj. Tako da sem se pol večkrat pobirala, v bistvu me je reševala neka live izvedba ali pa ne vem, vokalne sposobnosti, mogoče, da sem spet, pa sej v bistvu ona dobro izvaja, sej dobro poje, ne? Sem se vedno mogla v bistvu s tem reševati glasbe, ki mogoče ni bila uspešna, ne? Ampak zdaj v tej starosti in tukaj, ker sem zdaj, v bistvu se tudi tega ne bojim. Se mi zdi, da na nastopih me ljudje začutijo, vejo, kdo sem in to je meni tudi v redu. Lahko jih je manj in me doživijo tako, kot sem in vem, da moja glasba na mojih odrih v živo vedno zazveni. Ampak z novo ero se bo tudi to stopnjevalo in povečevalo, da ne bo zdaj tako skromnostni in malenkostni. Mislim, pride, kar ima za prid in verjamem, sem pozitivna in čutim, da sem na ta pravi poti in sem zadovoljna in res sem tudi navdušena nad tem, kar ljudje zdaj lahko vidijo in slišijo in septembra in pol naprej in se še novo prihaja. Veš, kaj mi je pa zanimivo? Ta disco-funk smer, aj lahko tako rečem? Ja. Disco-funk smer se mi zdi, da jo
mnogi morda mečkeno narobe doživljamo, bom dala sebe tudi sem noter, zato ker se nam zdi mogoče tako lahkotno, saj to je pa tako lahkotno narediti en tak komad, pa zraven malo kaj zaplešeš, pa tako naprej, ampak v resnici ni tako, ne? V resnici je tukaj, to je čar tega. Zgleda lahkotno, pa vendarle ni. V bistvu ta stil glasbeno, mislim, jaz sem vedno ta stil bolj pripisovala glasbenikom, oziroma da je bilo to bolj všeč glasbenikom, ampak v resnici je tukaj prisotno veliko ritma in se lahko ljudje zibajo na to veliko prej kot na neko navadno balado ali pa pop-rock pesem. Imam pa toliko enih detajlov znotraj, da je v bistvu pravi čar to vse delati in potem naenkrat, ko začutiš, da je zadeva zalaufala in da mašina dela, takrat rata to šele spontano, simpatično, simpel, da v bistvu lahko to na nek način tudi preko radija začutiš, da v bistvu gre za nek lahkoten stil, kljub temu, da ga je zelo, zelo težko v bistvu naštimati. No, pa instrumentalno tudi to bolj zahtevno, verjetno. Tudi zdaj z bendom moramo to zelo, zelo tako res precizno vaditi in nastavljati, da ima vse svojo neko funkcijo. Imaš občutek, da boš vseeno pogrešala moment balad? Jih imam dovolj in jih tudi še prihaja. Balada je vseeno nekaj, ker se ti na nek svoj način izražaš in je super in to na koncertih vedno lepo dela in tudi mogoče celo uživam še bolj v izvajanju balad, ampak ne vem, recimo en primer je bila Dua Lipa, kadar je prišla na sceno, meni je bilo to tako blazno všeč, pa sploh še ni bila v Sloveniji, sem jo že prej pač sledila in tako. In ko sem njo zagledala s to energijo in takrat sem se nehala tudi barvati, sem bila tako, temni lasje, pleše, groove, tako malo bolj na trdo. Končno sem najdla neko žensko, ki ni mogoče na videz vedno nežna, prijazna, blond, s lepimi očkami in da je vse pravilno. Iz sebe nisem nikoli jemala kot nekaj pravilnega. In ona je tudi začela mešati ta funk, disco, celo mogoče nek house groove in se mi je zdelo, vse je mogoče, sam se moraš lotiti. Ne. Potem te ne bo recimo zmotilo, če bo kdo rekel, Lea, pa nova Dua Lipa v Sloveniji. Hvala lepa, mislim. Sploh me ne moti nič. Po kompliment. Vsak komentar, ki pride, je očitno, mislim, je sigurno nekaj resnice v tem, no. Tako da je fajn vzeti to za konstruktivno kritiko in iti od tu dalje. Omenila si glasbeno šolo, na Obali jo imaš in verjetno mnogi vemo, da imaš glasbeno šolo, ne vem pa, če nas je veliko takšnih, ki vemo, kako velika je ta glasbena šola, da to ni, tako popoldne gre malo tja v glasbeno šolo, pa malo uči. Zadeva je zrastla v parih letih in verjetno si nadponosna na vse svoje učence. Ja, to je to, ko jaz pravim, da se pač trud tudi na nek način. To je bila tudi ena spontana odločitev, nikoli ni bilo mišljeno, da bom jaz zdaj šef neke šole velike, ampak pač ni več majhna družina, smo že velika družina tam, nas 7 v bistvu uči in tako. To je en odraz tega, kako vam jaz rada delo z mladimi in nasplošno z vsemi, ki se radi ukvarjajo z glasbo in ki radi raziskujejo glasbo. Nisem pa tega nikoli na nek velik zvon obešala, da pač to imam, zato ker to res delam, ker to rada počnem, nisem želela, da bi to marketinško zdaj postalo popularno, ker ne rabim ljudi, da pridejo zaradi mene v glasbeno šolo, ne, naj pride nekdo, ki rad raziskuje in se je pripravljen ukvarjati s svojim glasom in tako naprej, to ni lahko delo. Vedno, kadar imam koga, ki uči v glasbeni šoli, v studiu ga vedno vprašam in bom tudi tebe, kaj svetuješ staršem, ki vpišejo svoje otroke v glasbeno šolo, željo potem, da bi igrali na nek inštrument, potem pa seveda nekje vmes malo zmanjka motivacije otrokoma, ne? Ja. Kaj je takrat najbolj prav? Da smo starši tisti, ki vseeno malo doma zatežimo in spodbujamo in tako, in kje je tista meja, ki rečemo, ne, tole pa res ne bo šlo, boljš da odneha. Ja, to so pogosti primeri, ampak to je pač volja učitelja. Starš nima, jaz v bistvu poskušam sploh ne povezovati starša z otrokom, ki ga imam. Glasba je tako širok pojem, ne more ti biti dolg čas in ne more ti zmanjkati motivacije. Lahko en čas vadiš tehniko, drugi čas se posvečaš poslušanju glasbe, analizi. Tretji del poučevanja je lahko songwriting, pisanje verzov, vsega. Bolj je problem sistem, ki pač moramo znotraj sistema. Jaz sem zasebna šola, tako da jaz delam, kar želim. Tako delaš drugače, ne? Ja, in v bistvu z vsakim otrokom imam individualni program in nikoli nam ni dolg čas, nam zmanjka časa. Vem pa, da se otroci s tem srečujejo in mi je zelo žal.
in starš ne sme imeti nič pri tem. Ker če otroka mine, je to odnos med njim in učiteljem. Morate ugotoviti, kje sta se zataknila oziroma kje sta zaspala. Zakaj ne gre naprej? Zakaj ne? Ja, dajmo igrati nekaj, kar je njemu všeč in bo z veseljem igral za en čas. Pol pa spet lahko počasi daš mogoče neke napredovalne vaje. Tako, no. Glede na to, da si z Obale, seveda je zelo logično vprašanje, kaj pa italijanski trg? Te je tja tudi kdaj že kaj? Ja, ne prehitevaj. Sem dreznila nekam. Ja. Ok, ne bom sprašvala naprej. Ne. Ampak vseeno me pa samo to zanima, koliko pa ti je blizu? Zelo, še lažje. Moja duša je v italijanskem jeziku še bolj izražena, lažje pojem. Drugače se obnašam, kadar pojem italijansko. Si bolj Italijanka? Ne vem, ampak kadar izvajam v italijanščini, se mi zdi, da sem pa res bližje sebi. Ne vem, mogoče tudi zaradi tega, ker recimo mi Primorci, zdaj, če bi se jaz res sprostila in govorila po naše, bi to bilo res še bolj grozno. Ampak mogoče ta slovenščina tako naštimena, vse mora biti tipi-topi, italijanščina je mehka in sam gre iz ust. Vokalno lažje prideš do nekih vrhuncev in tako. Slovenščina nas malo drži, medalj pa mi bi rekla, no, malo butamo ob stene z tem jezikom, ampak se veliko da narediti s tem, samo še lažje, mogoče v nekem spevnem jeziku, s širokimi samoglasniki. Ko pomisliš skozi svojo glasbeno kariero, se spomniš trenutka, ko si imela res ogromno tremo, preden si šla na oder, pa dejva tukaj Eurovizijo mogoče stran, ker je... Ne, pa nisem imela niti za Eurovizijo. Ne. Jaz imam mogoče bolj tremo, kadar nisem edina odvisna od svojega. Mislim, kadar si odvisna še od drugih. Ja, če tako vem, da lahko še kdo, ki mogoče ni naredil, kot bi mogel, pa da ne ve, kdaj iti na oder, pa da bolj sem neki organizacijsko, mogoče imam tremo za to, da ne vem, če nek live prenos, pa razmišljam, bo ta znala iti gor, ve, kdaj ima za iti gor. So se spomnili, da so zdaj reklame, tako jaz razmišljam vse drugo sam o sebi, ne. Ampak največkrat se mi recimo zgodi, da imam tremo, ampak to ni trema, to je v bistvu, ko sem ful v visokih petah in moram peti nekaj res počasnega. Potem se mi začel trest noge, roke, vse, ampak ni trema, je bolj nelagodje. Jaz pa mislim itak, da trema ne obstaja. Jaz sem ne strah, ne trema, jaz sem tako, tudi učim otroke, da to ni. To je samo vznemirjenje, ker si toliko želimo nekaj narediti tako, kot znamo, ne. To je v bistvu stvar, kako si jo interpretiramo in koliko dovolimo, da vpliva na nas. Trema se mi zdi taka močna negativna beseda, kot je strah. Ne? Ker ti ni, vesel si, mislim, to je vzhičenje, to je nek adrenalin, ki ga itak rabiš, da narediš še več, še 1000% več. Ne? Tako. Omenila si ta vidik organizacijski, da ne bodo na koga pozabili, pa zdaj vejo, da so reklame in tako naprej. To je mama sindrom, bi rekli. Da? Ja, ali pa mogoče voditeljstva sindrom. Ja, tudi. Sigurno, zato, ker sem toliko različnih tudi stvari v življenju že delala, da pol se tudi, mislim, ugotoviš, kakšne napake se dogajajo in potem mogoče začneš razmišljati tudi o tem, ne. Pa da mi ne pozabijo priklopiti mikrofona. A bo vedel, da mi mora odmutati mikrofon. Dela to, so preverili to. Načeloma bi mogli preveriti. Ali ne? No, tako. To je vse simpatično, to je sladek problem našega dela. Prej smo omenili, da imaš občutek, da si v najlepših letih. Kdaj si bila pa v zadnjem času najbolj srečna? Dobro, verjetno, ko izide nova pesem, je neka sreča, ampak govorimo o tisti res notranji sreči. Pa to pa mislim, da še zmeraj z otroci največkrat. Otroci so pač, ne vem, čista druga oblika miru, ljubezni, ne vem, ali pa recimo zadnja leta že se dogaja, da sem ful občutljiva. Da ne vem, ta mala tekmuje v plesu, jaz krijočem. Vedno, mislim, ni zdaj to nek, ali pa ne vem, ali pa ta srednja hči je na gredi in neki uspe in meni to se kar zdi, da to je pa zdaj to v življenju, kar sem jaz rabila, da sem srečna, ne. Taki neki mali trenutki, ki jih doživiš kot mama, mislim, to je neka sreča, ki se nikoli ne zaključi, ne. Vse drugo, kar je vezano na kariero in glasbo, je precej ega še zmeraj prisotnega, ne. Samo z otrokom si res, ne vem, tako, no, ne vem. Pristen lahko. Pristen, ja, mislim, si mogoče tudi dovoliš biti pač nežen bolj. Ali pa, kako bi se pa opisala kot mamo? A si zelo stroga mama? Si glasna mama? Ne. To ne. Tudi jezim se ne, kaj dosti, ampak mogoče bolj zahtevam to neko resno komunikacijo, iskrenost, resnico, ljubje, to je pri meni neka vrednota najbolj, da jih pospremim, da čim prej grejo v svet vsi trije in da me ne bojo rabili, no, da bojo prišli z mano se imeti samo lepo.
Jaz bom pa tako na mama dosadna vedno, rabiš kaj, boš kaj jedla, boš kaj pila. Ampak tako no, mene so starši hitro postavili na realna tla in sem bila hitro samostojna in se mi je zdelo, da je ta vrlina še danes prednjači pred mogoče kom, ki je bil dolga leta doma in mislim, pa valjda znaš poskrbeti zase, ne. Se mi zdi, da to fajn, sploh dan danes, ko je vse malo to pobrkano med sabo. To naučiti otroka, no, da zna iti doma. Otroci so zdaj koliko stari? Taj bo 5, Sija 11 in Ael 13. To so potem že kar tako kar najstnici, Ja. že kar puberteta tudi. Že. Ja, trka na vrata, ali ste že orang stopili? Ja, smo, ampak bi rekla jaz, da je zaenkrat še zelo simpatično vse. Jaz sebe spomnim v hujših valovih, kot sta oni dve trenutno. Bolj se kaže mogoče v nekih odzivih hormonskih, ampak to je simpatično, ker jih prepoznam, se lahko o reakciji pogovorimo, lahko jo nekam mogoče ustavimo v neke kanale, zakaj pride do tega, odkje se je nabralo, ok, to je to, zdaj s tem se moraš skozi celo življenje boriti, ker iz pubertete, pol vemo, kako smo ženske, imamo PMS-e, pol so drame, faksi, ne. S fantom je lažje, se mi zdi. A se ti zdi, tako ko pogledaš recimo vse 3 otroke, dobro, zdaj mali je še majčkan, ampak vse hard stuff. Vzgoja sina, tako kot si rekla, ali pa hčera je verjetno je drugače. Nisem vedela, da je tako drugače. Mislim, bolj odrasla sem bila tudi, ko sem rodila sina. To se sigurno pozna, da sem prej bolj bezljala. Res sem bila mlada, ko sem imela Ael. Ampak tudi do hčerke si vedno tako punca nekako gledalo. Bolj sem bila zahtevna v neki fazi, ko bi se lahko samo igrali in bi jih lahko opustila pri miru. Sem imela kar neke zahtevene. Kakšne recimo? Pa ne vem, neki odvedno sta mogli pospravljati za sabo, pa sem težila za to. Ne, sej je cool vrednota, ampak mogoče ni bila vedno pomembna in sem mogoče prekinila neke trenutke iskrene igre, ki jo pa zdaj pogrešam pri njiju, bi si želela, da se igrata. Ne. In posrečem, mislim, en čas jim govorimo ne, pol se nehajo to delati, pa ne, zdaj pa moreš, zdaj pa ne telefona, igraj se, ne, mislim, itak. Ampak glede na to, da je zdaj ta tvoja glasbena smer ta trenutek tudi zelo plesna, koliko je doma že zdaj plesa pri vas? Ples je itak ves čas prisoten, ker naša ker si vas tako nekako predstavljam. Ja, mislim, res je kažin, bi rekli mi, gužva pri nas, ampak ne, super je, zato ker to nadomesti, mi nimamo televizije doma in to nadomesti to dogajanje in neke stoje v dnevni sobi, špage, Sija non-stop se razteguje, ta z igračami, Ael kaže ples iz treninga, jaz vsa živčna, pridem od nekje, dej to po tleh, dej to pospravi čevlji, vse posod. Tako je pestro, mislim, se res zaznamo med sabo in si lahko rečemo, ok, danes si malo, pejdi malo na stran, ali pa pejdi narediti v mir svojo stvar. Tako, no, je zanimivo. 11 in 13 let si rekla, ne? Ja. In brez televizije. Ja. Kolikrat doma slišiš, sošolke pa imajo, zakaj mi nimamo, ne? Ne, zato ker jih že od nekdaj usmerjam, pač če jo res rabiš, ne vem, pedi k nonotu dol, pa glej. Pa malo poglej. Ampak je pol, se ne vem, kaj bi gledala. Lahko delam za pesnice, pač valjda raje, ne, ustvarjaj jih. Kaj pa telefoni? Telefone pa imata obe. Zelo sta si različni karakterno v uporabi, ampak načeloma ne omejujem, da se učimo skupaj vsi se lastno omejevati oziroma se zaznavati, ne, tudi jaz vključno z njima, tako da se meni smejita oni dve. Mama, danes je bilo pa več kot ponavadi. A ne, ravno to mi je tako vedno mislim, se smo mi več odvisniki od njih, sigurno. Toliko se pogovarjamo o tem, kako je mladina preveč na telefonih in tako, medtem ko to bereš s telefona. Tako. In v bistvu premalokrat sami sebi ogledalo postavimo. Samo refleksija je še vedno največje zdravilo, ki si ga daš samemu sebi. Ne, pač, ne moš težiti za nekaj, kar delaš. Kdaj si bila, Lea, v življenju najbolj prizadeta? Mislim, sigurno odločitvi. Ne, to je bila ena taka stvar, sem jo pol v bistvu zmogla predelati, zato ker to si sami nekaj naredimo. Ne? Mislim, sami delamo izbire, odločitve in ne smemo biti potem prizadeti, ko nekaj naredimo, kar mislimo, da je boljše za nas. Ne?
Mogoče to, ali pa vedno kakšne medijske zadeve te prizadenejo. Samo se pravi, to so neke skrbi, ki jih mogoče v pravem času ne znaš reševati. Zdaj ne vem, kaj bi moglo biti. Mislim, verjetno bi me najbolj neki z otrokom lahko prizadelo do konca, ampak drugih čustev nekih, da bi se jih bala, jih nimam. Bolj mi je izziv, kako rešiti, kadar nekaj nastane. Ne? Kako, zdaj smo v tej fazi, kaj bom zdaj naredila? Se bom skrivala, bom to postopoma reševala, odkrila vzvod ali pa karkoli. Ne. Tako da so mi v bistvu zanimive te stvari, tudi ko jih svojimi najstniki na šoli rešujemo, niso neprestano prizadeti za nekaj, ne, v šoli, ocene, pričakovanja staršev. Tako da to na dnevni bazi v bistvu rešujem z njimi in v bistvu zdravim še sebe sproti, ko jim pomagam. Ne. Tako da biti prizadet, mislim, najbrž si sebe nekako pozabil vmes, da si se potem pustil prizadet, ne vem, bolj na ta način. Ampak tudi sicer nimam občutka, da si, ko pride do kakšne situacije, da bi zdaj veljala za tisto, ki je potem malo dlje v vlogi žrtve. Pa... Ne, to pa ne. To je pa ena stvar, ki jo res ne maram in ne prenesem pri ljudeh, ki se predolgo, valjda situacija, ampak in zdaj kaj, mislim... Zavihajmo rokave in akcija. Pač vse nimaš druge izbire, ali pa pač si samemu sebi smiliš in iščeš dramo in probleme cel čas, ker problem vodi v problem, rešitev vodi v rešitev. Ne? Tako da ne, takih ljudi se izogibam, da jih imam ob sebi, ker mi jemljajo energijo. Ne? Ali pa pač povem prehitro, kaj mislim, pa pol ni v redu. Tako da tudi iz tega sem se zdaj losala, pa če me vprašaš, povem. Če ne me ne sprašuj, če ne želiš slišati mojega mnenja. Ne? Kolikrat pa potem doma poveš mnenje, ki ga Alen težko sprejme, sliši? Sva se naučila tudi tega. Ja, recept? Recept je, da se znaš poslušati in ne reagirati prehitro. Poslušati, kaj ti človek pove in čez nek pač pregledati, koliko je resnice v tem in potem mogoče z nekim konstruktivnim pogovorom iti dlje. Kaj bi rekla, da je tisto, kar si se najbolj od njega naučila in obratno? Predanosti. To je on v vseh pogledih, mogoče celo še preveč. Njegove ljubezni do mojih otrok, 2, ki nista njegovi, to se mi ne zdi tako vsakdanje, da imaš lahko tako rad nekoga, kot da je tvoj. In nasplošno se mi je življenje z njim zelo obrnilo na lepo, zato ker sem z njim začela ful bolj spoznavati sebe. Prej si nisem dala te priložnosti, čeprav sem imela super partnere tudi prej, ampak niso bila leta ta prava. Ne? Tako da se mi zdi, da v bistvu Alen obrnil en list, ki se je zgodil za čisto vse nas v boljšo smer. Ja, o ločitvi si takrat tudi spregovorila, nisi imela s tem težav, o tem govoriti, tako da se jaz danes ne bom tega dotikala, ker je to vendarle tudi že toliko let po. Ampak vseeno si pa mislim, da nekdo, ki je medijsko izpostavljen in ko pride do tega, da pa je vseeno vsaj za par odstotkov težje, kot pa za nekoga, ki ni medijsko prepoznaven, zato ker verjetno se tudi malo potihem bojiš, kako bo to zdaj izpadlo in tako naprej. Mislim, vsi se zavedamo, da je medij ena stvar, ki vsako muhico poveča, zato ker je to tudi korist medija, da se novica širi čim hitreje, kot je. Zdaj, če je ta novica zate dobro, je to super. Če je ta novica zate mogoče nekaj, kar že sam težko predeluješ, ti tega res ni treba. In moja izkušnja je bila ravno ta, da v bistvu nisem se potem delala žrtev, ampak sem rekla, sama si delila svoje življenje mediju. Torej, zdaj medij seveda iz tega izkorišča, da imaš ti eno novico, ki tebi ni ampak tako kot si takrat govorila, moraš se zavedati, da pač to je zdaj nazaj. Ne? Nova šola, otrok nikoli več nisem objavila, nič ne lepih, ne grdih trenutkov, nobenih rojstnih dnevov več, nobenih, ne vem, stvari, ki bi jih lahko obžalovala, ki sem se jih od njih naučila. Ampak torej, zaenkrat je medij in kontakt z mano to, kar jaz sem in me ni strah deliti, oziroma nimam nekega zakaj, da bi lahko pol šlo narobe. Ne? Delim lepe trenutke, delim to, kar vem, da je zaščiteno, in vse ostalo je v bistvu nepotrebno. Jaz sem glasbenica in sem na odrih in če sem lahko komu v pomoč in motivacijo pri reševanju česarkoli, če je to lahko poslušanje moje glasbe ali pa poslušanje enega intervjuja, je to super. Vse ostalo pa se lahko zelo hitro po naravni poti obrne tudi tebi v neko škodo in je ne smeš potem vzeti za zdaj pa so me prizadeli. Pač ne, sama si
objavila sliko, sama si podala informacije in zdaj jih valjda raziskujejo. In tu mogoče me malo stisne, ko vidim zgodbe svojih sopevcev in mogoče ljudi, ki svoje otroke in svoje življenje tako zelo na velik zvon objavljajo, da si sam mislim, ti ne veš, kako lahko to boli, ko tvojega otroka dajo na naslovnico, ko se ločiš, mislim, ne. Takrat res rečeš, a jaz sem res mogla njega dati v to, mislim, je bilo vredno njegov obraz objavi zato, da zdaj z njim delajo kot z največjo smetjo. Pač ne. To so neke take stvari, ki se jih naučiš in bi si želela, da jih mogoče že sama ta neka družba neha pač iz svojega otroka delati brand. Ne. Se ti zdi, da je tega pri nas veliko? Ja, mislim, na srečo sama sebi omejim vse Instagrame in vse, jaz imam tega 10 minut na dan. To pomeni, da moram res premisliti, kaj v teh 10 minutah naredim, ali bom čačkala za brez veze, ali bom pomislila, kaj imam za objaviti. In odprem in ljudje, ki sem jih včasih sem jim sledila zaradi glasbe ali pa nečesa, kar so delili, zdaj ves čas gledam njihove družine. Pač si sej valjda, vsi smo ponosni na svojo družino, ampak dej ta čas, dokler pišeš objavo za svojo družino, dej otrokama zraven, dej se z njim ukvarjaj, pa bo to ful dobro. Tebi in njemu delo, ne. Pač te kanale mi moramo imeti za kazati to, v čemer smo dobri. Karkoli pač mislimo na sebi, da to je. Pri meni, dajmo reči, da je to glasba, ne vem, učenje, mogoče neki nasveti, kako vokalno nekaj narediti. To sem recimo večkrat razmišljala, da me tako čakalno vrsto imam. Mogoče, če bi odprla kanal in delila mnenja, bi bilo to super. Sam treba še 15 ur na dan več imeti za to. Še nekaj rok več. Ne? Ampak tako, se mi zdi, da kakor je bilo to na začetku pristno, da je človek imel kanal, kjer je predstavljal svoje delo, je zdaj kanal samo zato, da se še primerjamo med sabo. Aha, ta je na dopustu, ta ni na dopustu, aha, ta je spet tam. Ta ima, ne vem, nove joške. Se pravi, lahko rečem, da si malo kritična do socialnih omrežij in do vsebine. Sigurno. Mislim, jaz vem, da se tega več ne da ustaviti, to je šlo že zdavne naprej. Jaz sem malo že staromodna, ne. Ampak pa ne vem, se mi zdi, da sem kar zadovoljna s tem, da ne vem vsega. Ampak mogoče, zdaj tako, ko razmišljam, ne, ko si rekla, da si prej kakšnemu glasbeniku sledila, pa da zdaj bolj, ko ne gledaš družino, malo se je verjetno to tudi z nekim novim poklicom, z novim statusom vplivnežev začelo malo bolj, se mi zdi, tudi prepletati. Itak, se zato ne obsojam, mislim, se vem, kako podjetja, se vem, imam na dnevni bazi ponudbe in tako. Razumem, da je to tudi za nekoga pač hrana, poklic, ampak še zmeraj ne vem, zakaj otroci zraven. Pač valjda, dej, oglašuj stvari, tudi imaš res enih par res pridnih, pač res stvari testirajo, res jih na super način povejo, ampak mogoče bi lahko glasbenice ostale glasbenice, pa plesavke ostale plesavke, pa ne vem. Ne, mislim, da jaz zdaj začnemo prehranskih dopolnilih, mislim, ja, lahko povem, to je super, ful dober okus, ampak koga zdaj res to zanima, kaj smislimo o nekem prehranskem dopolnilu, ne vem, na primer. Kaj pa bi bila recimo stvar, ki bi ti jo nekdo ponudil, pa da bi rekla, ok, to pa gremo v to zgodbo, to mi je pa... Mislim, javite se podjetje za testiranje mikrofonov od 10.000 evrov gor, da jih ne rabim kupiti brez veze, glasbena oprema, oblikovalci, obleke. Jaz sem tako srečen, da imam Davida Hojnika, mi to sva že toliko let skupaj, ampak to mi recimo ena stvar, ki jo tako z veseljem povem in oglašujem, ne. Čeprav to ni ta tip reklame, ampak ne vem, bolj sodelovanje z nekimi pristnimi odnosi. Kar se tiče... Recimo sem imela, ne smem pač povedati imena, ampak za lase sem imela podjetje, 5 let smo res sodelovali, super, ampak to je bilo na tako pristnem, to ni bilo pobarvaj se in povej, da je to dobro. Ne, to je bilo, gremo sprobati, kako se ti zdi, gremo, ne vem, se fotkati. Je bilo vse tako naravno, zdaj pa ni več naravno to. Ne obstaja noben kuharski velik dovolj pripomoček ali pa toliko pomemben ali pa... Ne, lahko sem kuhar, se mi javi, da mi kuha in da... A rada kuhaš? Ne. Aha, ne? Ja, mislim, moram kuhati, ampak nimam časa to delati, zato bi se mi lahko recimo javilo neko podjetje, ki ima kuharje. Kuhar na domu, ali pa ne bi se mi dalo gledati nobenega. Recimo, da mi pusti pred vrati kosilo. Vsak dan? Vsak dan. Zdravo, domače, raznoliko. A si ti vegetarijanka? Ne, nisem, ampak sem pa zbirčna. Res? Kaj to pomeni? Mislim, rada jem sezonsko in lokalno in težko jem kupljeno hrano, pripravljeno ni šans.
Ja, izbirčna sem. Tako me je mama naučila. To pol pomeni, da je pri vas doma poln hladilnik zelenjave. Ja, ker imam mamo, ki to ima in potem mi mama dostavlja in sem razvajena. Ampak tudi rada jem surovo, tudi otroke učim jesti čim bolj neobdelano hrano. Ne. To mi je ful všeč. Drugače pa nisem prav ješča. Lahko tudi cel dan nič ne jem, kar ni v redu. Ampak tako, no, kaj bi rekla, mislim, rada živim kvalitetno in zdravo, nimam pa prav preveč časa za to, zato potem spustim kakšen obrok. Rada jem zdravo in kvalitetno, ampak lahko pa tudi cel dan ne jem. Ja, tako, to je najbolj iskreno, kar lahko, ne. Ampak dajva reči, da to ni recept za tako lepo postavo, kot jo imaš, ne? Ne. Se da to tudi s športom, pa s treningi. Ja, tudi to. Pa tako, ne? Tudi to delam. Kolikrat si z Alenom v kakšni telovadnici, fitnessu? Mislim, oni tako trenirajo, osebni trener, ampak sem bila, dajmo reči, na pol leta zelo pridna. Sigurno 2-krat na teden pri njemu, pa še 2-krat na plesnem treningu, tako da za mamo 3 otrok imam še kar časa očitno. Klik sem hotela reči, pa saj nekaj časa pa še imaš. To je zjutraj, tako je, veš, jaz rešim, jih peljem. In potem na trening. In potem, če se mi da nekaj pojem, in pol pa itak sem že nazaj na šoli. Če se mi da nekaj pojem. V glasbeni šoli so bolj kot najverjetno ure v popoldanskem času, ker so dopoldne otroci po šolah. Ja. Koliko težko pa to usklajuješ? Se pravi, to svojo karierno plat z družino, z materinstvom? Pa tako, jaz sem se odločila, da bom mama, zato sem vse urnike prilagodila tako, da ob 3 zaključujem. Kljub temu, da je šola v popoldanskem času in da smo že se toliko razvili, da imam še več učiteljic, sem jaz v bistvu svoje tekmovalni razred usmerila v bistvu med 1 in 3 uro. Tako da grem pol po otroke, jih vozim po treningih, vmes odgovarjam na maile, ko čakam, grem domov in sem z njimi vsako popoldne, v bistvu razen, kadar so koncerti in neka snemanja, ampak to vem vnaprej in že tako organiziram. Vikendi pa itak nastopi in tekme, ne, otrok. Pa zdaj letale juni se mi zdi, da je sploh. Ja, ne samo juni, marca do junija, mislim, vključno z junijem je res zelo zahtevno. Rojstni dnevi, tako, vse živo. Tako, pa če hočeš biti prisoten, moraš res dobro organizirati vse to. Kaj je v tebi tistega, kar lahko enačiva z romantiko? A si romantična ali ti je to tako, se to ne rabimo? Ma nisem po moje, še kar. Čeprav sem si enkrat rekla, da bom se izboljšala v tem. Ne, mi ne gre. Ne. Jaz imam nežnost, v sebi to vem, zato ker tudi do otrok sem nežna, do partnerja sem nežna, do družine in do glasbe. In to je to, te moje neke nežnosti, ženstvenosti, romantika pa se zatakne, ker je nikoli nisem prav preveč pristno doživela. Ne vem. Mi je všeč, če mi nekdo recimo podari rožico, ampak moram začutiti, da ni to zato, ker je moglo tako biti. Ne? Se pravi, če bi prišla domov in bi bilo v hiši vse v svečkah. Ne. Jaz sam vidim, kako je dela. Sam rečem, res je bilo treba, ker zdaj bo to treba ugasniti, počistiti, pospraviti, nekam zložiti. Vsi pa bi verjetno rekel, Alen, saj bom jaz, prosti se, ampak ne. Mi je že ful lepo, da imamo pogovor zvečera, pa da se stisnemo malo, pa ne ful masira, isto nastavljen hrbet, v bistvu sem grozna. Ker res ne dam toliko nazaj, kot dobim. A je on večji romantik potem? Pa niti on ni romantik, sem pozoren je. Pač mi je ta pozornost dosti bližja kot mogoče romantika. Potem dejansko s to pozornostjo tudi prideš v čisto hišo, samo tudi gospodinjska pravila. Ja, vse pomaga. Mislim, se tudi jaz njemu, ne, da ne, ampak ja, pomaga, ker pač freelancerja sva oba, ne, se zavedava, kaj to pomeni, da pač dokler sva oba prisotna in se trudiva, imam jaz lahko kariero in on dela svojo kariero in hkrati so otroci siti in srečni in pomagamo, ne. Glede na to, da si na obali doma, težko rečem, a za vikende pa kaj na morje hodite, ampak kaj je tisto, kar so... Ne hodimo na morje, ker imamo veliko ljudi od drugod, ki prihajajo k nam že od aprila. Si predstavljam. Ja, je že precej gneča. Mislim, jaz se itak v morju našem nisem kopala že leta. Ne vem sploh, kako to zgleda. So pa plaže že čisto polne, ja, že cel maj. Pa parkirišča, tako da sploh v bistvu v mesto mi ne hodimo, domačini.
To se mi zdi, da tisti, ki nismo z obale, da jemljemo to zelo drugače kot vi, ki ste tam. Vse v redu, vse po drugi strani si rečem. Slovenija je majhna, hvala Bogu, se jaz grem tudi rada smučati. Pa si verjetno mislijo, Primorci smučajo, mislim, kaj pa oni vejo o smučanju, ne? Ampak tu si v bistvu lahko pomagamo, ne? Smo tako blizu en do drugega. Kje pa potem preživljaš poletne dopuste? A imate tako določeno, pa greste za dlje časa? Ja, letos gremo dobro 2 tedna, mislim, vedno imamo, ker smo kamperisti, tako da letos gremo spet ponovno v samoto. Boge hčerke, tu pa že malo trpita, ne? Ima pa ni 13 let in neki mama hoče iti v naravo, kjer nič. Gremo tam v bistvu v Italijo, na sever jezera. Se ne vem, ko se reče to v slovenščini, Lago di Garda, Gardsko jezero, kaj je to sploh kaj takega. No in bomo tam na eni kmetiji, v bistvu si bojo sami mogli hrano zrihtati, pomost kravo, iti pa jajca. Ti tudi? Je valjda. Oziroma mogoče se bom pustila, da me, ne vem, nosijo oni, pa bom jaz reč pucala takrat. Sem glih hotela reči, da to ne spade, tako peljemo otroke tja, zato da zjutraj vse to ponaredijo. Ne, to je ta čas, ki ga pol mi v bistvu v smehu porabimo skupaj in se skupaj učimo novih stvari, ne? Tako da je zanimivo. Prve 3 dni je malo napeto, ker se vsi odmaknemo od elektronskih naprav, tudi telefonov in tako. Pa si gremo malo na živce, ker je kam prikolica vseeno majhen prostor, ne? Ampak verjamem, da bo potem naslednje obdobje super. Se potem bojo pa že tista leta, ko bo pa še kakšen član z vami začel hoditi. Mislim, nas je 5, nove prikolice ne bomo kupovali, tako da mogoče lahko pa še otočkom pride. Tudi ne. A tudi ne, dovolj lačnih ust. Bomo mi to drugače rešili. Recimo tako, da jim odstopim prikolico, pa naj se spoznavajo sami, ne z mamo zraven. Ja, no, sej verjetno bi bilo tako bolj logično, ampak pol v kasnejših letih, a ne? Ni še treba. Ni še tega treba, absolutno. Kljub temu, da te lahko gledamo v videospotu, seveda urejeno od glave do pet, tudi na intervjujih, nastopih in tako naprej, si pa zasebno veliko raje verjetno v udobnih oblačilih, brez make-upa. Ja, vse to. Sploh glede na to, da mi opusuješ, na kakšen dopust greš rada. Ja, vse kar si rekla. In večino časa sem doma v Alenovih oblačilih, trenerki, papučah, rečem jaz, kje so moje papuče, da se zdaj preobujem. Zelo imam rada to baggy stil oblačil. Ampak na odru ne. In tudi na splošno, kadar grem jaz v svojo službo, se tudi boljše počutim tako. Ne bi nikoli tega povezovala. Recimo, ni mi to prijetno na odru. Ker na odru pridem jaz na svojo čisto svobodo, ustvarjalno, artistično in mi pa še tako. Je že, ne vem, za vaje z bendom se vedno uredim, ne grem recimo tako, kot bi bila doma, ne. Ampak, če nimam v dnevu nič posebnega, se pa ne naličim, no, tako. Pustim koži svoje, se poskušam tudi na ta način bolj negovati, kot pa negujem raje, kot pa mažem. No. Pa tudi prisegaš potem bolj na naravne izdelke? Zelo. Mislim, pregledam, zdaj itak sem si na faco v življenju dala že ne vem kaj vse, ampak ne vem, probam tudi hčerki usmeriti v to, ne, danes se že vse prodaja in zaradi takih okoliščin, kot so, se tudi med sabo, koliko si ti dala za to, koliko si ti dala za to, dej, stop. Poglej, kaj vneseš vase, nase, karkoli, ne, mogoče boš čez 20 let obžalovala, ne. Pač, mogoče nam tega niso v našem otroštvu dovolj, ne v šolah, ne doma sporočili, da je to pomembno, ne. Bolj nas naučijo, kako prekrivati, kot pa kako preventivno kaj narediti zase, ne. Ja, pa sploh potem se mi zdi, da ko so dekleta v teh najstniških letih, tako kot si rekla, ne, pa potem malo že v tej puberteti je veliko tudi tega primerjanja. Ona ima pa to, zakaj pa ona že lahko. Tako, ne. Tudi to, ja. Kdaj se pa počutiš najbolj ženstveno? A je to na odru ali to? Ja, kako si to takoj vedela? Ja, najbolj, zato ker sem tudi jaz kot človek zelo, jaz si včasih rečem socialna ustanova, sočutna in čim bo nekdo drug zraven mene, se bom z njim ukvarjala prej kot s sabo. Se to šele zadnja leta učim. Samo, kadar sem na odru, sem jaz
sama s sabo in v nekih svojih čustvih in vem, da trajajo, dokler je čas koncerta. Potem sem že, ok, zdaj pa grem domov, da rešim to, da pospravim. Ne znam se še tako, da bi znala po koncertu si 2 uri zavzeti, pa žurati, pa to mi ni. Kadar sem pa na odru, pa se res 100% odprem in to je tako lepo. Sploh ne znam z besedami opisati, kaj se zgodi v meni, kadar izvajam glasbo. In kadar pišem in začutim ta trenutek, takoj vem, da je ta komad na mestu. In to je tak poseben občutek. Včasih packam neke stvari in pa sem reče, itak je pač fake je, dam stran, sama sebi takoj povem, da je fake. Pol pa se kar zgodi nekaj in rečem, ko me čakam, da bom to v živo delala, ker bo še bolj pristno, še bolj trenutek, ne, tako pride do izraza. Kako si pa recimo v trenutkih, ko si na odru, ko si sredi, ne vem, nastopa, pa publika recimo ni tako zelo odzivna? Koliko takrat izvajalec na odru ali pa ti kot izvajalka to začutiš, pa a kdaj čutiš tudi, da to vpliva lahko na te? Jaz sem še tista zdrava šola nastopašt. Torej, jaz sem leta in leta pela po hotelih in se ukvarjala z ljudmi, ki me niso poslušali. In vedno sem si zadala cilj, tudi če sem pela ljudem, ki so govorili drugi jezik, ki so bili Rusi, kdorkoli je bil moj vedno cilj ta, da ni šans, da grem z odra dol, da si oni mene ne bojo zapomnili. Mogoče niso na začetku trznili, ampak sem pol kakšne neumnosti govorila ali pa karkoli, ali pa šla do njih in jih fizično izvala, da me poslušajo. Ne? Zaznajo, da si me po nečem zapomnejo, ali pa sem, ne vem, v zadnji moment obrnila komad, sem šla na, ne vem, res nek Whitney Houston, tako zelo zahteven komad, da so me mogli poslušati. Zdaj tega več ni. Mladini se ne da pet v hotelih, ne da se jim za premalo denarja pet, ne da se jim za take ljudi pet, ne da se jim za premalo ljudi pet. In pol tu nastane težava, ker si neprestano razočaran. Jaz nisem razočarana nikoli, tudi če bi imela 5 ljudi pred sabo, bi se pa s temi 5 imela najboljše, kar bi se dalo. Ne? Bolj je mogoče problem včasih pri organizatorjih, da pokličejo napačen bend za napačno maso ljudi. To sem včasih doživela in sem na licu mesta rekla, ne. Če bi vedela, da bo tako, bi nekaj drugega izbrala kot repertoar, kot idejo, tako da v tem se mogoče malo bolj pozanimam, komu nastopam, kaj je namen mojega nastopa, ali je to bolj, da sem presenečenje, ali da sem zato, da jih zabavam, ali sem zato, da sem lepa, da pol vem, da se moram bolj potruditi na tem področju, ali je to, da pridem kot show točka in naredim nekaj nepozabnega, ker so mi vedno všeč izzivi. Še najlepše mi je bilo, ko so me v Cankarjevem domu spustili iz stropa dol in nisem vedela, ali bom kozlala, ker imam težave z višino, ali bom odpela tako, kot je treba, ampak sem rekla, to je to, pač ljudi spuščajo iz stadionov dol, valjda ne boš zdaj komplicirala, ne? In sem pol dejansko prebila neke stvari in si rekla, to je bilo to za danes, to je bila moja naloga danes, odpoj, kot je treba na višini in oni ne vejo, da imaš ti neko težavo ali ne s tem. Tipo, tako. Tako da nastopati pred premalo ljudi in še zmeraj so ljudje tam, ali pa če so nezainteresirani, mogoče pa imajo oni in drugi namen danes tam, mogoče se morajo oni zmeniti kakšne stvari, to so kakšne te biznis ponovadi zadeve, ne. Oni so tam, da sklenejo posel, valjda jih motiš. Tako da ponovadi pol rečem, kaj lahko prosim, sam pol urce bom nastopala, pol ure boste z mano in potem se vi to lepo mente naprej. In ko jim to povem, drugače reagirajo, kot da bi jim silila neko petje in interpretacijo in ne vem, kaj delala. Ne? Tako da meni je v bistvu vsak nastop ful izziv. Če bi zdaj lahko izbrala, pa deva reči najprej za Slovenijo, izvajalca, glasbenika, s katerim bi moškega spola, s katerim bi takoj rekla, grem v duet. A ti pade kdo takoj na pamet? Samo en, Rudi Bučar. Zakaj Mava ravno že on? duet, ampak on je ena taka pristna duša. Z njim se ne rabim nič pogovarjati. Ne bo me obremenjeval, kako bova izgledala, kaj bova pela, se sploh verjetno ne bi zmenila, kaj bi pela. Pač vse gre tako naravno in čez. Verjetno bi oba bosa prišla. Tudi, verjetno bi rekel, ker res se boš matrala s temi petami ali pa ne vem, kaj z njimi je pač. Zadnje leta sem mogoče 2-krat nastopala skupaj ali pa tako, ampak vedno, kadar sva skupaj pela, so ljudje jokali. In sem rekel, oh my god, oni čutijo, kar mi dva čutiva. Mislim, to se ne zgodi kar tako. Imaš pevce, ki bi hoteli se na vse možne načine pokazati, premagati en drugega. Z njim nisva nikoli tekmovala v ničemer, pa so dolga leta tudi zaradi bivšega partnerja sodelovala in v bistvu konte njegove kreacije z glasbo delal. Vedno mi je bil navdih, kako on ne rabi nič, da ustvarja, ne rabi šova na odru, on gre s kitaro in to je to.
In on recimo bi bil nekdo, s katerim bi vedno pela. To je verjetno ta energija, ki jo potem dejansko začutimo tudi poslušalci na drugi strani. Sigurno, jaz mislim, da to je še zmeraj to. Verjamem, da je šov in vse valjda tudi pomembno, ampak moraš imeti balans vsega tega, ne. Kdaj pa znati tudi v tišini nekaj narediti, da se ljudje obrnejo, ne. Tega je zmanjkalo danes. Se mi zdi, da vsi samo še ne. Vse mora biti hitro, ker smo navajeni na te instant variante, ne. Več kot 3 sekunde ne sme biti, več kot 10 sekund ne sme biti. To je super za možgane, da imajo neko interakcijo s tem, kar gledajo, ne. In pa glasba ni to. Glasba rabi čas, da te prevzame, ne. Ja, mogoče te v nekaj sekundah prevzame nek zvok ali pa nekaj, ampak če želiš, da je človek na tvojem koncertu 2,5 ure, ga moraš voditi skozi neko doživetje, izkušnjo. In to pol ni več Instagram, ne, recimo. Če bi zdaj imela to možnost, da se vrneva s časovnim strojem malo nazaj, pa da je tukaj pred nama 20-letna Lea, kaj bi svetovala? Prav nič. Vse je bilo, kot je moglo biti, sponi in paci. Svetovala bi samo, da še malo prej upošteva sebe. Tudi če sem bila zelena, recimo, in nisem imela izkušenj, sem določene stvari vedela že takrat, ki jih vem danes. So mi govorili, da ne, čakaj, ti še ne veš, boš že vedela, ne. Isto jih čutim danes, kot sem jih takrat. Samo nisem vedela, kako postopati, pristopiti, kako se pogovarjati, kako stati za svojim nekim statementom, ne. Ampak verjetno pa se ne bi vsega napačnega naučila po poti, ne. Ker sem res tudi zelo narobe stvari delala. In danes verjetno ne bi bila, kjer si, in ne bi bila v začetku svoje nove ere. Jaz sem zelo, zelo navdušena in v pričakovanju, kaj vse nas še čaka v novi Lei Sirk oziroma stari novi. Želim ti čim več uspešnih plesnih, glasbeno-plesnih nastopov. Naj bo vmes tudi še kakšna za manjšo publiko, morda z Rudijem javi, če to bo, da pridem, tudi če bo na domačem. No, Rudi, če bo to gledal. Rudi, tako. No pressure, ne? No pressure, ja. Lea, še enkrat najlepša hvala, da si prišla. Vse dobro. Enako.